Torej, če gledamo človeško zgodovino, v bistvu politika se je ustanovila s tem, da bi olajšal nam bivanje, da ni bil tisti divji zahod. Ampak so malo ugotovili, kot rečemo, kruha in iger jim daj in pol je nekak mir. To je pa ideološko zmanipuliranje. To je pa Cezar tam, pa Rim, kruha in igre, pa so igre dali, pa kruh metal. To je dejansko tako bilo. Pa gladiatorske igre. In so bili krotki, nažrti, nasmejani, oni so pa imeli pa, ne vem, orgije, pa žveljko bubrekulojo. Samo oni so bili kruh pa igre, pa je bil mir. Pa so delali, kar so hodili. No, prnemo, pa novodobno je, pa dajmo jim Margaret Thatcher, fuzbal, ne samo ob sobotah, pa nedelja, še ob sredah. Nogomet, ker pač sem malo več v tem nogometu in so prosto igrali. Z nogometom so krotki ratega. Mase ljudi se zderajo tam na teh tekmah, pol delajo, pa pač sredaj pa spet fuzbal, pa spet gre tam, pa se pretepajo, ampak ne stavkajo. Laboristi so to stuhtali, to je konzervativka Margaret Thatcher, je ona upeljala, moja prva knjiga Ideološke paradigme v športu, ko pa se je že vmes država, se točno o tem pisal. Se pravi, neka spektakelska kultura, rekel, nadzoruje množice, ki tisto neko agresivnost jo da v skrbi za telo, pa imajo tisti matratlon, ali ko je že maraton, pa tam laufajo, se matrajo, ampak so pomirjeni, pa bodi pet v gore, pa išeš tam po Alpah mamo, ki ni, in da še so neko patologijo tam ven. Ali pa, se pravi, skrb za zdravje, glej šport, bodi vitek, zdravo jej, pa si pa tam preokupiran, pa še nek užitek na televiziji, vladajoči razred pa vlada. Torej, v bistvu šport je smiselen za celotno družbeno skupnost, ker zdaj, recimo tudi jaz, mene kaj dosti ne zanima, zdaj kdo bo zmagal na kolesarski dirki. Fajn, da zna kolesar, ampak me čisto nič ne zanima. Ampak ima smisel. Ampak je to... Zakaj bi mene to zanima, recimo? Ok, zdaj ne veš, ampak če imel pa hčirko, bi pa se kar dopadli, mim sem se pelal tam na Komende, ker je Most je Komenda. In sem videl, eden tlele je me skor prehtel, Pogačar tim imel. Mrzli, rekel, tam lauf. Mi tam, ki so smo pa Rogliča, tu vse trajbajo. Zdaj, če se mi opredelimo, je to dobro, slabo smo subjektivni in iz subjektivnega vidika je nekaj dobro ali pa slabo. Jaz samo razlagam šport, načeloma jaz se razlagam in pa me recimo tako blatijo, ker je šport ful seksualen, recimo gol je simbol vagine, zmagati v športu je kastracija, se pravi premagati očeta in na latentno simbolni ravni je vse seksualno, vezano na Oedipov kompleks pa tako naprej. Pa ti žališ šport, jaz nič ne žalim, jaz rečem, da krasne športnice so lezbike, zaradi zavidanja penisa, žališ ženske, kako to mislite, žalim ženske, jaz razlagam šport, kaj šport v resnici je. Tako da, mislim, danes sem, ko sem gledal, včeraj Rogliča, Dončića, ful rad gledam, še Jokića gledam, ko smo tudi nek balkanski bazen, in to je užitek, ker naše nezavedno, tudi če si gledalec, pa če se ti identificiraš z nekom, recimo s Pogačarjem, zmaga Tour de France, on kastrira vse, mi Slovencije, mi smo mogočni kastratori, žogati se ne znamo, razen Dončić zna košarko špilati, fuzbala smo bolj, mislim, fuzbal smo v objemu nacionalizma, smo dali na stran, mi bomo smučali, pa imamo iskali gor po Alpah, pa smo morili neke ekstremne športe bomo imeli, Karničar se z Lune dol smučan spustil, on plava po tistih na kužah, strel, ta prav šport, fuzbal, bod svetovni prvak v fuzbali, pa so Srbi, Hrvati, dober, mi pa tam, kukar je teh Jugovičev, tukaj smo, ok, imamo Šeško, tako je tam pismene doma, ampak to je užitek, zdaj pa Slovenci, če imaš pa ti Rogliča, Pogačarja, Dončića, pa to se identificiraš, to je to ključno, pa so pa Slovenci, šport je promotor Slovenije, in pol pa pride pa tale Fabijan,
s takimi grehi, da glava peče. Ko jaz rečem grehe ima, on pa kar po tepih dajo noter, ne, olimpijske medalje, ne, nobena olimpijska medalja ni toliko vredna, kot digniteta tistih punc. Jaz sem to vse govoril, takrat 15 let nazaj sem to govoril. V času uspeha Urške Žolnir, transfer, se pravi čustvovanje, športica, ne, to pa ne o tem govoriti. Zakaj ne? Šport je promotor, olimpijske medalje, pa ni vse šport, se pravi, digniteta človeka, ta je na prvem mestu. Ne pa olimpijska medalja, to je, mislim, vse je lušno, ampak ne pa za vsako ceno. No, vse to, ker meni je zato, ker malo minili šport, jaz, ker sem bila majhna, moj fotor ni gledal fuzbola, ampak je gledal smučanje, skoke in tako naprej, Alberto Tomba, Jure Košir, Mateja Svet, vse to, pač smo gor zrasli s tem. In jaz sem isto bila not v tem. Sam gledaj v sodobnem času, je pa toliko teh afer, da se mi je šport, nam reka, zagabil, ampak si mislim zmer, jaz jih še kaj v zadju. Ta Fabian in te podobne scene so toliko pokvarili vso sliko, da jaz dejansko, ne vem. Ne, ženska pa šport, to sta dva pojma, mislim, to ni čisto eno in isto, kot moški pa šport. Jaz sicer pomagam ženskam, psihično pripravo, sem delal z Ilko Štuhec, ene stvari sploh niso šle, pa ne bojo šle v javnost, pa Glorijo Kotnik, pa so olimpijske medalje, pa zdaj ima Lea Bertolme, take košarkarske vratolomije dela v študentski ligi. Trener Grgič, ki bi mogel biti zdaj selektor, ki so tega Grka, slovenske košarkarske reprezentance, zamenjali in so Mađara pripeljali. Pa ta Grgič Damir, 100 metrov stran od mene doma, celo življenje ga učim, kaj, kako, zakaj. Vse uspehe je on naredil. Naredil Niko Barič, ki je igral v Izraelu. Ta je še kar najboljša. Boljš kot tale Škofja Loka, ko je že od Oblaka. Oblak. Tadej Oblak. Oblak. Kapetanka slovenske reprezentance. Nika Barič je še kar najboljša. Ta druga, zdaj bo pa Lea Bertolme. Je pa Skisoca doma, tam zraven Rogliča. To je 5 kilometrov smo. In to se jaz ful... Grgič mi je priposlal to Leo Bertolme, sem rekel, ko te matra, pa mi je razlagala, sem rekel, zelo malo pošrofala misli. Ona je, rekel, zmagala sred Beograda, sred Podgorice, Titograda, ta Jugoslovanska liga. Je rekel, Grga, trener, je rekel, ko nova je. Sem rekel, evo. Pa načeloma, recimo, so meni učitelji, ti pravi, da je ženska tujek v športu. Šport je kurcemirstvo. Se pravi, zmagovalec ima privilegij v ženski želji, ne zmagovalka. Lepotica ima privilegij v moški želji. Šport je nastal zaradi ženske. Antična Grčija, ženske tudi niso smele biti na tribuni. Zato ženske, pa šport, to je kot moški pa lepotičenje nohtov. Pa je čisto vsem, če me ne zanima. Ne, normalne ženske šport, to vsem smešen zdi, da bi ženski razložil, kaj je to offside. Ni variante. Ne, offside je, zakaj me to sploh zanima, se jaz vprašam. Zato, ker gole ni gole. Naše nezavedno gole, ko mi damo babo nategnemo. Ker deviški kožnjak, golman, not ga moraš dati, defloracija, mu babo nategneš. Simbolni nezavedni procesi tako gledajo moško. Načeloma ženska se pa fuzbal zdi pa smešen. Tudi košarka, recimo. Kupci si vsak svojo žogo že končen pomislil, moški pa šport, to je kompatibilno, ženske nimate toliko tega. Nič hudega, če ni to. Jaz spomnim se edino, to pa mislim, da je bilo na olimpijskih igrah, ki je Petra Majdic zlomila rebra in je kljub temu odvozila in celo bila na stopničkah, ne točno kjera, jaz sem gledala, wow, ampak zakva? Zakaj je to treba? Kje je tukaj nežnost? No, vsi to. Če bi spoter bil šesa navil, se to imate nekaj isto staroste. Jaz se tudi Vancouverska Petra. Sem napisal blog, ki sicer zdaj umaknjen, ker nima več MMC, RTV nima več teh blogov. Kje je tukaj nežnost? Da bi moja punca tole delala. Ne, to res ni bilo, ampak je pa bilo fascinantno iz vidika, wow, fascinantno zlomljenimi rebri. Za mene je pol tako, ki sem malo teoretsko noter, pa mene je to grozljivo. Moški lahko to naredi, ne more pa ženska to narediti. Ne vem, res. Se pravi, jaz sem tam lepotica, wow, super je lepa, kot pa ona Terminator. Tista me nič ne gane. Mislim, ok, bravo, ploskam že, ampak tako, če moško gledam, to mene ženske v športu ne privlače same po sebi, razen tam neke Rusinje, tam atletičarka,
pismo, gledam, ko je lepa. Kaj malo elegance zraven. Ne elegance, lepa je. Ko mutola, to je bila dec, na 800 metrov, tam naša blondinko Jolando Čeplah premagala. To je res, je bolj tako. Pa zelo Kaster Semenja, isto 800 metrov. Ta je hermafrodit, ta ima jajce, no to je telesu. Sam danes pa reži prav ne veš, marsikdo je ženska, pa sploh več ni ženska. Danes je pa to čisto vse adijo že. In v plavanju, mislim, malo spet, pa zelo malo. Pa še to, se zgledujejo po moških in so agresivne. Pa jaz se žensko s pinceto ne bi dotaknil, kaj še s čem drugim. Sej moraš biti agresiven, če hočeš dosež take ala Petra Majdič. Ampak, pa je pa banket, pa tam bi bila rokometna ekipa, 12 golov sem dala, se je pritežovala. Ena sem dala sam tudi, da ima je zraven, šla za 2 minute not, levo smetalo, tam na krilu je bila. Sam, ki je bil pa banket, so se pa vsi moški okoli nje, ki je bila najlepša. Jaz sem dala največ golov, ko te jebe, kot če ni slepa. Sorry. Ja, realno. Ne realno, mi imamo lepo mamico, ne zanimamo lepe babe, nekje je najboljša. To je res. Sorry, tele, Nika Prevc, tu ne vem, da bi kjega to zanimali. Z najdaljšim stoječim. Peter Prevc ima lepotico, Domen Cene, da vsi lepotico, ta pa ne vem, kako se oznajla. Ker ženska, ko zmaga, kastrira. To ga mu ga odreže. No, sam glih, tako ste rekel, v današnjih časih, ko so, kot ste rekel, moških je bolj malo takih dobro postavljih, pa točno ta Nika Prevc dobila enega malo bolj poženščenega. Vsaka metla svoj štil najde. Tudi Janica Kostelić, ne, mislim. No, recimo tudi. Da je bila glih grda ko smrt. Ne, ampak bolj... Pa ni bila glih lepotica, ko Marija Valizera, pa naša Tina Maza. Ja, Tina je, ja. Ampak pa je bil pa banket, ne. Tu niso k Janici Kostelić hodili. Lepim babam so hodili. In pa, ki je končala kariero, tu se ukvarja z lepoto. Zdaj bomo pa lepa. Ki je končno lahko spet baba. Ali pa Špela Pretnar. Rekel sem, zdaj sem pa končala kariero, zdaj pa lahko saj v miničih ven šla, ker prej sem imela noge ko hlod, tudi kikla nisem mogla imeti. No, imela je pa lepo brez, to pa je. Ja, brez je lep, sam je treba še telo imeti lepo, ne. Pa dobiš tam, ne veš, ali sam sebe držiš, je rekla, jaz imam six-packe, sem rekla, jaz imam mehke stvari. Ja, kako to misliš? Ja, mehke imam jaz, moj je trd, ti si pa mehka. Jaz sem pa tudi trda, lej. Jaz sem rekel, mene ti nič ne zanimaš. Pa je bila svetovna alkira prvakinja v bodybuildanju. Kako bežete ne vidi? Fajn je, da je ženska čvrsta, ampak to malo mehko čvrsta. Ne, neč je fajn, da je čvrsta. Kaj naj bo mehka? Ni pa fajn, da vse neki tam... Recimo, jaz sem mislil svoj čas, recimo, ne, Apollon, zdaj sem Zeus, ampak to sem bil kakor skala kome, vse trdo, ne. Jaz sem recimo mislil, da je ženska, recimo, v smislu so joške mišice. Tu prvič sem pa videl, smislu, tudi pa en tak špeh, ko je bilo to lušen. Jaz nočem baba držati, da je trda, kakor jaz. Jaz bi rad mehkost imel, ne pa trdost. Ja, ampak, dobro, ok, zdaj smo malo zašli v ene čudne vode, no, sam, six-pack mogoče pod špehom skrit pola, kako. Ni fajn, da je zdaj glih bolja. Ja, fajn je, da malo miga pa športa, no. Ni kaj vreč fajn. Ok, torej, da ženska sam... Ne lepa, ampak naj ne bo pretrda. Zmerno pač, nekak z nežnostjo, ampak mehko pa moramo migati. Določene ženske so rekli, jaz ne grem, tovariš, jaz ne grem. Kam ne greš? Laufat, bom mišice dobila. Sklece ne bom delala, in bom pa grda. To so mi moji kolegi govorili, ni hodila sklec delati, ker bo grda, ker pa bo imela pa mišice. To je intuitivno, trdost. Trda je samo ena mišica, ona mednožna moška. Pa kosti so trde. Ženska mora pa mehka biti. Ja, no, sam ne v eno, ne v drugo skrajnost ne bi pritiravali. Če moško željo, sem zdaj izpostavil. Ok, če smo pa pri tem, vi kot moški, kaj pa ima ženska tam 120-150 kg, je pa zelo mehka. Pa tudi ni glika, ne? Ona je pa obilna, ona ima pa tam kombajn, ti pa za tisto bilko državno ne prideš. Ne, ni fajn, da je to, ona ne ve, kdaj ga imaš noter, ne, da to prav ne prideš. Ja, ok, torej rečemo obline, ja, ampak ne v eno skrajno zdaj, no, recimo iz moškega, zdravega moškega vidika. Bolje da ljuje, nego da žulje, najhuje, če izdahava. Ja, to je pa moj fotor zmer tudi govoril, to pa boh ne ve. Same kosti, da so. Ampak da gremo malo v kakšne druge vode, ne toliko prijetne, ampak dejansko me zanima, zakaj jeza zamegli razum?
Ampak dejansko, mislim, jaz poznam ljudi, ki se jim je rdeč naredil, prav videli so rdeč in so naredili, da se pol tudi spomnili, niso neko efektu. Recimo mene, če prime jeza, jaz bom šla, ne vem, na en sprehod, jaz bom razmislila, jaz bom predihsala, to je po žensko. Zdaj, tukaj bolj moški mogoče imajo probleme z jezo. Ne, z jeza. Ženska ne zna biti jezna. Afekt in jeza. Pa tudi starejše ženske so že zrele, se ne da, feminilno sploh reagira. Danes, preden sem prišel sem tudi Jerry Springer šel, to so zelo... Bog pomaga. Ja, ampak so zelo poučne, malo so odigrane, pa še en drug te šov, ene 3 so tako močni. To je baba bila kot atomska bomba. To je tepla, pa še tam moški ne smel dati, ženska pa tepe tiste dece, ravno v Jerry Springerju. Načeloma ženske nimajo v strukturi duševnosti fore kastracije. Tam se babe tepe, se tako malo pa lasajo se. Se pravi, si grdo bi rada naredila, pa tiste lesuge, če dol devajo. Moški bi pa kastriral. Ženska nima vse foro kastrirati von nasprotnika. In moški, ki je agresiven, mu jeza do očeta ven oseka. Ženski ne more jeza ven to posekati na mamo, lahko je jeza do fotra ven oseka, pa smrtno sovražijo moške. Sem pa zapade v aseksualnost, pa mogoče lezbika postane. Ampak moška pa ženska jeza, ne da je ena estrogenska, ena testosteronska, to je hormonsko ozadje. Moški fenomen te anatomije genitalij je, da se ta kastracija, kot psihološki fenomen, utke v psiho na način, da moški, ki eksplodira, to bi vse potolkal, likvidiral, kastriral. Ženska pa nima tega in ženska agresivnost je prej autodestruktivna, ali pa ok, če se ženska na žensko spravi, se spravi, ok, se lahko tepejo, ker so se to naučile, pa se pa tepejo, ko bi komarji ljudje, pa lasajo, pa kraspajo, moški sam postegneš, pa made pade, pokosiš ga. Razlike med spoloma so. Ženska, premaga žensko, če ji ogledalo pokaže, tole sem jaz, tole pa ti, kjer je zdaj lepša. Pa ona da glav, pa bež, ali pa, ker imate te atribute, kje imaš pa joške, to ne vam pa jaz. Nekatera še tisto ritko malo pokaže, pa Jerry Springer. Ja, to je sploh. Skratka, način, kako moški agresivno useka po moških. Po moških, ne po ženski. Če po ženski udar, je mama kriva. Če pa po moških mu pa tista jeza do fotra ven useka, če pa patološka jeza, mora imeti pa še frustracijo, mora pa kak očin biti. Pa totalna frustracija z otroštva. In načeloma, če motrimo to agresivnost, jaz sem kar precej tudi predaval to agresivnost, je pričakovano, da ko moški je agresiven, zdravo testosteronsko je v ozadju ta adipokompleks, smo vsi tekmovalni, agon je konfliktnost, ki se iz odipa ven napaja, normalna, pa je pa patološka, to je pa zgodba z otroštva. Vsi delikventni, agresivni, to so pacijenti v bistvu, nastali so pa v primarni družini. Na zadnje čase sem brala tudi par zapisov na to temo, ženska agresivnost. Ti so se dejansko celo malo poglobila v to. In pa sem šla analizirati sebe, kot vedno. In moram reči, da ko sem bila, s tem imam celo otroka, je pač delal par takih stvari in tako naprej. In jaz sem bila živčen, majhen otrok in vse to. In sem ga enkrat klofala. In to orenk, ampak zanimiv, da tip mi tega ni zameril. V bistvu se mi še kaj malo režal in jaz sem pač rekla, malej si brez veze, ampak on se mi v bistvu režal, ni res, ne bom. Načeloma se tela tudi jeza do deklice, do očeta, ker je ni recimo zaščitil pred tečno mamo ali pa posesivno mamo, ali pa takrat, ko sem te najbolj rabila, te ni bilo. Si mi ta pa ta krivica naredila, si ti bil, ni te bilo, Kje si očka, zaščiti me, zakaj te ni. In pa je ženska, vsaka ženska je tudi jezna, ne samo, da ima rada svojega, ampak v vsakem otroštvu se zgodi afiniteta ali pa pozitivna energija do starša, ali istospolnega ali nasproti spolnega, pozitivnost in negativnost. Se pravi,
Jaz sem pa svojega očeta imela rada. Ni 24 ur na dan rada imeti. Zdaj te imam rada, pa gre po službo. Ona pa joka. To mi bo v pravljico povedal. Jaz sem pa jezna, jaz te pa ne maram. V službo moram jeti. Imam nočno. Kako nočno? Jaz sem tukaj s pravljico, pa gre. In je jezna na očeta, ker je šel v službo. On pa mora jeti v službo. V vsakem otroštvu se pravi, ljubezen vzpostavlja in tudi jeza. In to, če ženska uspe suvereno zavlada tistega tipa, nekega, ki ima status očeta, ima zamero do lastnega očeta in se je aktivira na nezavedno simbolni ravni in pa užgi pa siromako, zaradi očeta. Ne zato, Freud je rekel, da je človek izumil, ko je izumil besedo, govor, je lahko odvrgel kopije. Ker ti človeku lahko tudi kaj poveš, se ne treba. Ti si smotan, ko Ja, se to takrat, ker recimo besede ne moraš se pač pogovoriti človeka. So take obdobje, mislim, v odnosih. To si lajšaš dušo. Se pravi, ko vi vdate, vi sadistično uživate. Ne, se problem je to, ker meni recimo to ni predstavljalo užitka, ampak en tak skrajen ukrep, recimo bi prav rekla v enem afektu, on se mi režil in zanimiv, nikoli mi tega ni učitev, ampak ajde je bilo v enem kontekstu razumljivo sicer, ampak vsem nisem nobenega užitka imela ob tem, raj bi se pogovorila pa vse to. Načelno užitek tudi malo nezavedne narave. To govoriti, določeni rituali, dnevno neko dogajanje, ko ga jaz analiziram, pa jaz vidim, kako živa. En je priletel gor, mi smo vendar en za Barcelono navija, en pa za Real. V enem štuku gledamo tekmo, pa je tle za Barcelono njih 10 navija, 5 pa za Real. Spod pa isto, recimo, ampak ta, ko da Real gol leti gor v napred, gol smo vam dali. Lega prasta sadistično uživa, ko misli, da mi trpimo. Smo za Barcelono navija. Se pravi, ta sadistični užitek je ful nezavedno strukturiran in ga je treba kar izurjeno psihoanalitično oko opazi. Recimo, ko smo bili pri agresivnosti, enkrat je jaz sem že to celo povedal, en policaj bivši je vrgel čez balkon svojo hčerko. Zato, da bi trpela ženska. V zadnji je bila pa mama, ampak skupno hčerko vrže čez balkon, zakaj že? Zato, da bi žena trpela. Ker me je v zamero do lastne mame toliko veliko, da se je odrekel ljubezni do hčerke v upanju, da ko bo videl, koliko ta trpi, bo ono sadistično živa. Ta žena, ko trpi. Ampak on stran žene pa mama. Jeza do mame. Zaradi jeze do mame je on hčerko vrgel pa gledal, kako žena trpi. Sadistično užival, ker žena trpi. To, da imam pa rad hčerko mami, sem ne toliko, kakor uživam, če mi žena trpi. V zadnji pa mama. Zanimiva je ta dinamika, no? Pa sem razmišljala o tej ženske agresivnosti. Recimo imam pa tudi en drug primer, ko sem bila v vezi, ko me je pa en hotel klofant in sem se izmakala in sem ga avtomatsko nazaj. In on je meni na to rekel, kakšna ženska si, ki si ne pustiš tepst, recimo. Ko imamo zanimive dinamike, se za me to smešen. Takrat je bilo, ta je bil res malo, kar velik, tako poseben. Ampak zanimiv, pa sem v bistvu razmišljala, moj fotor je zme rekel, kako je rekel, ženska bo enkrat udarila moškega, drugič bo osla. Ker pač ta prav dejs bo itak tako skomuniciral, da ženski to sploh ne misli, da bo prišlo. Kako gledate na to žensko? Ženska, ki udari moškega, mora ful veliko zamero imeti do očeta. Če to redno počne. Če se enkrat spozabi, se lahko spozabi tudi zato, moja sestra je enkrat eno tako neumnost naredila, sem gledal, sem rekel, tule pa nisi ti. Pa sem okej, si zapomnil, pa sem pa enkrat v odraslu, si rekel, se spomniš, ko si tule pa tole naredila. Je rekla, mi je sošolka rekla, da ona to svojim bratu dela. No, se to? Se pravi, vi imate zgodbo tako pestro, ste bili tudi vpeti v kakšne inštitucije, ki ste se eni stvari naučili in vi ste tam videli stvari. Se pravi, tam so se, ne vem, vi ste, ali pa da bi rekel, na ulici. So vsi tepili, zdaj pa dva se tepeta, moški pa moški, ker vse smo enak, moški pa ženska. Če ta mene udar, ga mu udarila, tukaj je un tip tega nazaj udarila. In pa vi prevzamete moški vedenjski vzorec.
postanete napadalni. Ker ženska načeloma lahko preskakuje z identitete. Ženska ima dvodomne genitalije, ne, se pravi je vaginalka, sprejema vaše, pa ima pa tisti klitoris, ki tudi potem je zavidanja penisa klitoris in postane napadalna, falična in prevzema moške vedenske vzorce. Ker ta klitoralnost je faličnost, vaginalnost je pa nemočnost, pa sprejemajočost. In sprejemajočost je kompatibilna z moškim. Tisti klitoris je pa tudi rahlo majhno kurčenje, s tistim ki ga ni. Moški pa tam se kurčimo, moški se tepimo, to vse kurčenje. Ženska načeloma pa lahko preskoči v moško vedensko paradigmo. Tudi lahko strela, če vojna pride, gre na fronto pa strela. Puška pa ni puška, puška je simbol moškega spolnega organa. Načeloma ženska je vojakova nagrada. Ko moški zmaga, me dobi za nagrado. Ko so dokumentarci snemali, bili v eni ruski vojni, so Rusi šli čez eno sibirsko tajgo, pa močvirje, in so zaščitili tiste ženske. Pa so pa ženske rekle, dajte bomo še mi streljali. Ne, streljajo moški, tako konzervativnost. In pol so jih obranili, to je vse po resničnih dogodkih. In pol ženska ni vedela, kako bi zdaj, pa je lepo prijela, roko še kar vidim, pa mu je lepo dala takole noter, za Joško. On je bil blažen, pa je pa videla, da je vse naredila, pa mu kar faca se spremenila. Ni dal pa puško, jaz te bom branil, ne boš se ti borila s falusom. Ja, to bi bilo res ekstremno, recimo, če si jaz predstavljam, da bi šel. Ne, ampak to je intuitivno. V afektu moški so branili Rusi pred Nemci, ščitili so stare ljudi, ženske otroke, ženska bi pa tudi, ker tudi zna pritisniti na prijatelji, ne, mi tebe branimo. Moški brani, kaj pa jaz naredim? Ja, ti pa dobiš vse, kar si želiš, ne, ja, koga si pa želiš, ja, mene. In koga? Ja, dobro dojko. Ko dojenček imaš pa prav spomin. To primeš si gotov, zelo še strelo. Začel se vojakova nagrada, je ženska, je rekel niče. Ja, torej bi ženske lahko tudi veliko prispevale k miru po tej logiki. Ja, seveda, se mirovne posledice mogle ženske biti. Recimo, to bi pa mogle biti ženske. Angela Merkel, ji rečem Angela Merkel, ker to je decasta baba brez otrok. Fisko je študirala. Normalna ženska ne študira fisko. Ker vsako študija pa delanje ima simbolno strukturo, ki ima zaznamovana z anatomijo genitalij. Ampak mirovne posrednice, ta estrogenskost, tudi zdaj tale Gaza, Izrael, tudi Ukrajina, bi lahko bila Angela Merkel, ki je vsaj formalno ženska. Ona z nekastracijsko logiko pride in razloži, pa življenja so več vredna kot dva škafa tiste zemlje, ukrajinske, krimskega polotoka. Te ne bojo več vedeli, 100 000 ljudi je pomrli, za te ne zemlje. Zemlja je pa tudi simbol dreka, pa simbol mame. Pa smo spet tam, ne? Ampak to logiko bi mogel slišati recimo Putin in Zelenski. Sveto je življenje, ne pa zemlja, se ni važno. Zemlja ima pa simbolno strukturo in dreka in mame države. In pa se za tisto zemljo, a pa 100 000 ljudi pa umre. Ne mesto, da to življenje je bilo. Se to je logika, no, ker tukaj je kot ženska, ajde, šport razumem, imate moški to, ampak ne razumem, zakaj se eni identificirajo s Putinom, pa so pa na Putin, pa on je na... Moški, ko strela, on ubija, in to še z užitkom, ker ta vojni nasprotnik je simbolni oče, slabi oče, in ko ga ubiješ, si ti vesel celo. Razen pol dobiš moralnega mačka in pol te preganja. Vem, da te likvidatorji po drugi svetovni vojni, to se mu vsem zasukli, pa posttraumatski sindrom. Pa obesili so se, ker niso mogli živeti, koliko so jih postrelili po nedolžnem, tudi po vojni, po vojni poboji. Likvidatorji, to so vsem se zasukli. Ženska pa nima, načelno še res ni, da se iztrga, pa da nima neke patološke zamere do moškega, ona ne bo ubijala. Ona bo takoj končala vojno. In bo smiljenje. To smiljenje, ki ga ima ženska, je veto. In so življenja so ključne, ne pa nekaj dva škafa zemlje na Krimu. Se to se tudi v odnosih izraža, ker jaz kot ženska, recimo, če pridem do jeze, sem zelo hit spet mirna, zelo hit me mine jeze. Medtem, ko moški pa lahko vleče to jezo, ker bi se že 15krat pogovorila vmes, pa da sploh ne bi prišlo do jeze. Moški že vleče jezo, sem nekatere pa pamet sreča. Nekatere, Eksperiment, Milgranov eksperiment in psiholog, film je 3 so že posnet.
ko na ključne ljudi zaprejo in po loterijski vzorec, po jih je paznikov, po pa zapornikov. In po samo igrajo vlogo. To so se po 2 dneh že vsi pobili med sabo. Zanimivo, ne? Kako to pride? Ker na simbolni ravni se ta, testosteron se aktivira. Aktivirajo se liki iz otroštva. Na kateri deček bil jezen, ponovadi je vedno oče tam. Patološka, psihopatska jeznost je pa ponovadi do očima. Se pravi, tistega, ko mi pa ne sme mamico ukraditi. Tisti, ki lahko mamico ukrade, je moj oči. Ne pa, da ten tujec pride. Pa dobimo Breivika. Tak je postrelil vse tujce, oziroma laboristične otroke. Zato, ker ima mamica, fotor se celil, drugi babi v Francijo, to je pa ljubavnik. On je bil toliko jezen na materine ljubimce in pol je z užitkom vse tujce hotel. Ni tujce pobil, ampak je pobil otroke laboristov v upanju, da bojo laboristi, ki so imeli multikulti kulturo, trpeli, ker bojo njihovi otroci mrtvi. On je koval načrte o sadistično uživanje, ko bojo politiki laboristični trpeli, ker ima otroke postrelil. Pa je 80 otrok postrelil. In misli, da je dobro delo naredil za mamo Norveško. Mama Norveška, ja. Zanimiva dinamika odnosov, tudi recimo, ker smo že pri tem, ker pa ni fizično nasilje ženske, ampak veliko moških reče, da je psihično nasilje ženske. Ampak obenem se spet spomnim svojega očeta, ker je rekel, to pač moški ne zna vzpostaviti reda. Ampak ženske pa rečejo na drugi strani, moški ne zna dati jasnih odgovorov, ni dejstv. Zato pa pač nekako to agresijo sproščajo. Kako gre to? Te, ki ubesedijo neko stisko ali pa neko situacijo, vidi in potem jo interpretira, jo ubesedi. In tako suvereno, 100% verjame, da to, kar je povedal, res. Ona nasproti ženska ima pa drugo logiko in ona tudi 100% verjame, da je pa njena logika ta prava. Preko jaz kot modrec bi pa motril, pa bi rekel, zdaj vidva se kregata ne za oslovo senco, ampak vi imate patološki vzorec iz otroštva, ker ste kot otrok to pa to doživljali in zdaj vi krasno pašete s tolo, ki ima pa drugo zgodbo iz otroštva, ne to, kar ona zavestno govori, ampak njena patologija, iz katere se jeza napaja, je taka, da je pulsta kompatibilna v kreganju. Ampak vi se kregate za teh pa teh dogodkov iz otroštva, vi pa za teh pa teh. Oba dva pa mislite tam v besedi, tole si narobe naredila, on pa ne, ti si pa to naredil narobe. V resnici pa naše nezavedno tisto, ki oba dva sili v neko konfliktnost. Torej v bistvu stvar bi bila v kompromisu, priti si nasproti, to je pa že višja komunikacija. Kompromis, ne, ona pa bi mogla do uvida priditi. Recimo, ta bi mogel videti, da ima strašansko zamero do mame in to bi spoznal, zdaj pa ta ljubica 2 otroka mi je rodila, kada se seksala, tako dober seksala, zdaj pa jaz upijem na njo, zakaj že upijem? Ja, ima tako jezo do mame. In pa bi on prišel do uvida, bi rekel, ljubica, draga, sorry. Ona pa smotan si, pa ne vem kaj, pa še kar. Ampak ta bi vedel, je več od tega, da ti ženska otroka rodi ni. Ima žute minute, je malo ponarav, malo čudna, in ji odpustiš, ker veš, da vso zamero, ko bi dal sploh ni ona kriva, ampak mama. Sam to mora biti moški, da malo razmišljati. To moraš imeti kapaciteto, delo na sebi, ženska pa tudi. Pa ta butelj, kako dober očka je, pa denar mi daje. Pa kadar si želim, mislim, vse si redko, ampak kadar mi želim, tuk ne tegne, da mi je kar lušen. Ko bom zdaj živce pila? Jaz sem bila pa jezna do fotra, sem pa bila. To je zamera, jaz kot ženska bom rekla, če sem se kdajkoli s kjermo v moškom skregala, ker ni bil dober partner, recimo, ni stal mi ob strani, ni bil una podpora, una varnost, nekaj tle odpoja, to je mene, ti si. Zdaj imam spet v mislih. A se je ženska ali ti, a ne? V mislih imam eno, ki je bila prekratkim pri meni, ti pa je tako, malo si ga tudi napila in mu je zjebala mater, vse živo, zabrisala telefon v glavo, znorela do konca. Ok, ekstremno predobno. In drug dan je bilo žal in se celo opravičila. Zdaj sem pa rekel, celo zgodbo, ki sem pa jaz absorbiral, sem rekel, zdaj, vete kaj, on si pa zaslužil to, kar ste vi naredili, si pa on celo zaslužil. Sploh se mu ne bilo treba upravičiti, ker vse te kikse, ki jih on ima, ni čudno, da ste znoreli. Znoreli ste upravičeno, tudi, se pravi, kriv je on. Če bi on bil normalen, vi sploh znoreli ne bi. Ja, to pa res. Ja ne,
ona se ima šla pol upravičiti. Ja, to je razumem, zakaj. Pol je bilo vas užaljen, ki je znorela. Ja, ti butli nisi bil ta prav do Sem doživela že tudi, jaz lih s tem, ko sem prej rekla, ker sem ga avtomatsko nazaj. Problem je, ker jaz kot ženska nočem imeti tega odnosa z moškim. Jaz bi raje komunicirala, bo ti dejstvo, jaz bom ženska, zadeva rešena. Meni je gadno, da se moram jaz sploh spuščati na tak nivo, pa ajde, tudi če se ga je napila. Jaz čisto razumem, ta moralen maček prije, ker ona noče taka biti, ker to je tako skrajno ukrep. Ja, sem živalski del, pa ven vseka in to, pa njej je legitimno ven vseko, ampak vse ni bil živalski del, pa je živalski del, zverina se umakla, pa je pa maček mjavku, moralni, ne? In potem se sama se graužala, ker je toliko znorela. Pa sem pa jaz rekel, vse upravičeno ste znoreli. Vi sploh ne bi znoreli, če bo normalen bil. Samo ona je zaštekala se, se mi kamen odvalil od srca, jaz sem pa mislil, koliko sem jaz hudobna. Ne znate biti živalski, ampak v tem primeru, ko se pa jaz neobremenjeno to gledal, upravičeno ste bili, zdaj bi mogel pa jaz unem navito šesa, pa bi rekel, zdaj pa posluš. Upravičeno te je napizdila, znorela do konca in naprej. No, vse to je manjkalo. Zdaj pa videla se pogovorita, nekaj sta bila pa ti pa za biti par. Ja. Zdaj nista par. Ne vem, da bi, ker razsodno mož bi pa on mogel imeti. No, vse tukaj ta kikse, ker recimo tudi jaz, čisto razumem, sem doživela tako situacijo, ni bilo na drugi strani moškega sogovornika, ker moški bi mogel reči, ok, si znorela, si pretirala, lej pač, ne. Ampak sem pa tudi jaz naredil to pa to in tudi on bi pač mogel malo pogleda vase imeti, kot ste prej rekel. Bi mogel. To manjka zelo veliko. Sem pa dobiš kazga računalničarja, pa gradbinca, ko sploh ne ve, da obstaja nezavedno, kje če to pa je sploh, ne. Ženske recimo imajo neko čuječnost, pa razmišlja se gloda od znotraj do zunaj. Torej, v bistvu, če hočemo, da moški, pa če je moški in mu pustimo, da je moški, mora biti razsoden in tudi prevzeti odgovornost zase. Razsodna moč, načeloma, če dela na sebi, zaradi te strukture moralnega razsojanja v enih partnerskih zagadah, more, nam rekel, podijano kobilo osedlati, kar bi lahko rekel metaforično, ampak načeloma žensko moralno razsojanje je bazirano na sočutju, moški ima pa tisti nek moralni kompas, če ima ta privilegij, da je ras v taki družini, je vendarle moški tisk ima stvari malo pod kontrolo, da mu ne razpade zveza. Pri nam so pa recimo ženske tiste, ki ohranjajo zvezo, pa se trudi na vse pred tega, tam pa en butl razgeta. V resnici bi mogli biti tako, ko ženska zgubi kompas, tlele je avtocesta, tlele imamo mi zajet. Tako bi mogli biti. Ja, sem teh moških pravih, z moralnim razsodjem pa razsodno močjo, ni veliko. Pa se pa ženske trudite, ker imate pa tako. Ženske imate idejo narediti družino. Moški ima pa idejo čim več bab nategniti. Po določenem času, v fazi samskosti, ko se je enkrat ločil. Ampak ko pa je družina, mora pa moški biti tisti, ki ohranja družino. Če babo premetava in moraš dati kompas, tlele imamo avtocesto, tam je predor, tlele gremo, na konci je luč, ne po stranski cesti, tam je pa živ blat. Tam mora biti kompas. Razsodno moč ima načeloma lahko moški. Ženska pa ima, ne rekel, razsodno moč. Ona pa za vsako ceno bi pa ohranila družino, ker ima idejo imeti družino, ker je celo otroštvo, recimo razmišlja, bo imel družino, možda pa 2 otroka. Ženska, recimo, se zapleta z moškim, zato da bi partnerstvo imela. Sem zdaj dol dala, ta bi bil pa dober partner. Moški ne razmišlja tako, da bi se dol dal po 40 letu, da bo dobro partnersko zvezo. Ona razmišlja, kako je lušno se dol dati. Ona pa tuhta, kako bomo midva par. Pa bomo skrb imela družino. To je ženska logika, ohranjati družino, v osnovi je močnejša kot moška, ampak ko si pa že enkrat v družini, ko baba pobezlava, moš ti v red spravljati. Ne da ta una v red spravljati, ti moš sam sebe v red spravljati. Ok, določene ženske tudi imajo to sposobnost do moškega, ki jo ves pobezlan, v red spravi. To je vrlina, rekel, redkih žensk, ampak so tudi take. So pa feminilne, niso tiste pol hudiča. Ja, sam mora biti tudi moški dobro posebej na to feminilnost reagira, ker eni so pač toliko svojo mamo skregani, da ljubezen, čeprav si jo želijo, prepoznajo kot neko grožnjo. Jaz sem pri kakšnemu človeku to že na začetku opazil, da se boji ljubezni dejansko in točno prav sem imela čez leta se izkazati. To ni dikcija, to boji ljubezni. Ja, tako se reče, ja. Veliko, ni vajen
biti ljubljen, ne. No. Tuje se počuti, če ga nekdo rad, sploh ne ve, za ko se gre. Čeprav si to želi, zanimiv paradoks. Želi si vsak biti ljubljen, ampak ker tega ni v primarni družini doživljal, potem ga ima ena ženska rada in ponovno sam sabo ne ve, kaj bi delal, ne. Kako pa je tu, ona mene rada ima, jaz pa to sploh nisem še nikoli poznal, ne, ker nisem bil vajen, ne vem, z primarne družine ali pa. To je po teh druga, tretja zveza po ločitvi se lahko kaj takega zgodi, ne. Ampak načeloma skupaj smo zaradi otrok in pol, če se da, vztrajamo, včasih se pa res ne da in se pa zgodi ločitev. Vse, kar po ločitvi z nekimi novimi partnerstvi, to je pa izredno zajebano. Ker dva, če nimate skupaj otrok, izredno težko furata zvezo. Se ne vzljubite na tak način, kot bi se morala, se pravi, ker ne oživita simbolne forme nasproti spolnega starša, če nimate skupaj otrok. Sta samo tam nek ljubavnika, ne. Mislim, Lahko je rekel, partnerstvo samo en skupen cilj, neka skupna vizija, ne vem, ko bi rekel. Ja, ne, živi tako brat pa sestra. Ja, ni enostavno, mrskaj se da, ampak tukaj spet delo na sebi in to je cela tema spet zase. Mene tukaj zanima še, recimo, pri tej romski problematiki nasplošno v odnosih ali pa v travme iz otroštva, posledice nasilja. Torej, v tej zgodbi je recimo ta oče prišel po sina in umrl. Kako bo ta sin s tem živo, ker bo imel verjetno grozne občutke krivde in vse. In vsi mu bo rekel, da ni kriv, ampak... Ne, rekel bo, tu bo mogel ta na terapijo hoditi, ne. In to ne kar kjeremu psihoterapeutu, ampak enemu dobremu, kompetentnemu, pogovornemu psihoterapeutu, ki mu bo skozi, vmes se bo mogel mogoče celo kak transfer zgoditi, se pravi, da bo dobri oče rekel temu žalujočemu sinu, ne, splet okoliščin je bil tak, lej, usoda je hotela, ti nisi kriv, kriv je splet okoliščin, tudi ta, ki ga je udaril, ni bil glih morilec, ampak fotelj nesrečno padel, ne, tako lahko se v prometni nesreči se nekdo na zaledeneli cesti, ne, šel je pa fotelj po tebe z avtom, ga je klical sneg je in pa se en drug v njega zabije. To je splet okoliščin, to rekel, ni nihče kriv. Ok, ta Rom je že po svoje kriv, ampak ta ga ni šel načrtno, naklepno ubiti, ampak je bil tam nek nabuvani potrebe oseku. Splet okoliščin je tak, življenje teče dalje. Pol pa treba še upeljati pa, ne, otroka, ker ta njegov otrok mogoče že dela na tem, da bo imel družino in ko se recimo rodi njegov otrok, ne, bo pa libidinalna energija šla v ljubezen do svojega otroka in bo bencina ljubezni, libida, bencina za žalovanje, ker je on kao kriv za očetovo smrt, nekaj ni res, bo bencina zmanjkal, ker bo vse dal v ljubezen do svojega sina, pa ženske, če ima, ne. Se pravi, jedrska energija, imenovana libido, se mora za nekaj pokuriti. In če se pokuri za ljubezen v krogu družine, zmanjka bencina za kurjenje, za žalost, ki jo premljeva. V bistvu tale sin bo zelo imel posttraumatsko stresno motnjo, ki mora predelati na miselni ravni, odvozlati te zavozlane misli in misli narediti pretočne, v smislu tako je življenje, ne morem pomagati, kriv nisem, on ga ne bi smel dati, tale oči je pa padel pač v spletu nesrečnih okoliščin, z glavo udaril. A je tukaj kaj drugače, ker je sin, ker če je bila hči lahko odprto joka, vse sin mora biti močen in verjetno bo tudi sem rekel, ne, v redu, sem bom že nekaj in tako. Rekel bo že, on se nažira, on lahko recimo to tesnobnost, ki jo ima vse, lahko zanulira z alkoholom, ker tisti, ki imajo nekaj v sebi, ki začnejo piti, pod pijačo se olajšanje zgodi, pa lahko kronik rata zaradi nepredelane travme, zato je treba, tale bi se mogel pogovarjati k nekomu, razen če v spletu nekih okoliščin samodejno zapelje misli, pa da ima tudi močno strukturo osebnosti, močno ego, da misli zapelje v smislu, zgodil se je slučaj, ta ga niti ni naklepno ubil, oči je padel, res, da sem ga jaz sklical, lahko bi pa on samodejno sem prišel, pa bi se isto naredil. Se pravi, da ima tukaj močno miselno dejavno, da sam sebi to reče, odvozlane misli naredi pretočne in se neha samo obtoževati.
Zakaj žrtve v bistvu doskrat moške in ženske predelujejo pri sebi, ne vam kažejo sliko, kako je vse v redu in ne povejo odprto, lej, trpim, kaj svina, mislim, ubicem, še to. Zakaj, kaj je te fora? Tu si kastriran, moški, recimo zdaj kolegica kmetlica. Delajo se, da so v redu, zakaj? Ne delajo. Moški s problemom je pol kurca ti manjka. Ženska pride se zjokat, ne dam za brisati solze. Tu je 90% žensk, meni pride povedati, da ima problem. Moški ne bo prišel, moški s problemom, to je pol mi ga je odrezali. On ne bo šel kazati, da ima težavo, kje bo moški težavo. Pa bi mogel v bistvu. Ne, mogel. To je stvar ženskega pogleda mogel. Jaz bi rekel, lega, bod moč, ne. Zdaj pa ženska bi rekel, pa pet se zjokat. Ne, moški jok je kastracija, sprijaznjenje, da ga imamo odrezanega. Se pravi, moški ne pride tarnat, nimam problema, sem močen, v resnici trpi, načir na želodcu, ne vem, pije, zato ima nepredelano stvari. Sam če pa reče, zdaj pa takole, jaz ful trpim, kako trpiš, vse dec? Dec je zato, da trpi, ne. Dec se ne ukloni. Torej, moški mora po moško trpeti, ali kako? Ne. Moški se ne sme pustiti kastrirati. Zdaj prišel en kmen, pa tam jaz ne moram vsak dan, spim do 11, delo me čaka, jaz ne moram, ne. Po telefonu mi tako, vsake 14 dni mi teži, po telefonu pol ure si vzamem cajta, govorim. Sem rekel, zdaj pa dosti tega telefona, pridite sem, ne. Pa je pa začel spet tarnat, da ne more ostati, ima neko depresivnost, anksioznost, težko otroštvo imel, nima družine in si lahko to privošči. Javk in velk, torej. Jaz sem rekel, pa ne, jaz sem ga vikal, pa sem rekel, ko se ne moramo pomagati, sem rekel, dajmo probati s tem adutom. Pička ti materna, mat kurba pokvarjena, delat pet! Sem ga toliko napizdil, kako to mislite? Da se ko ne biti več len, vstan in spoj ste pa pet delat. Da si malo depresivni. Bolje te kurac delat pet. Ne, pa me pa kliče drug dan, vete, da mi je to pomaga. A ja, da mu je. Zato smo pa rekel, jaz sem pač adut vrgo gor. Najprej si pa probal tako. Ne, jaz sem lepo govoril, pa to, ne. Pa vedel sem, da ima za otroštvo, ampak on mene klical, kadar je v stiski. Imel je pa zjebano družino. On bi mogel redno hoditi se pogovarjati, da predela vso patologijo primarne družine, on pa tam mene poklical, ne. Pa kadar je mal žalostni, mene kliče tako, za hobi. Jaz pa dobra duša, se mu javljam. Pa je njih 5 ur nekih pogovorov, tako za džabe sem imel. Pa sem rekel, da sem jaz telih telefonov, kad zelo prite. Pa je prišel tam, pa sem ga spet eno uro poslušal. Zdaj imam pa dosti tega, pa sem ga pa toliko napizdil. Pa se ni bil edin. Jaz sem enkrat, mamica je rekla, da me morate, da naj vas pokličem. Sem rekel, kako pa je? Sem 4. letnik, ampak sem 3-krat že, 2-krat padel, pa zdaj imam 300 neopravičenih ur. Sem rekel, pička ti materna lenuh, fotata naj ne buta. Jaz sta ločena. Pa se pa z glavo v zid zabi. Svaka promjena na mozgu može samo da koristi. A mama bo dela za tebe, ti už pa jajce hojsu. Sem ga tako napisal, ampak smo pol drug dan po SMS-u upravičilo poslal, ker lahko da bi imel fobijo, ki se napaja z neke patologije iz vrtca. Ker sem že imel enega tazga, ni mogel v šolo hoditi. Pa so rekli, da je len. V resnici ima pa fobijo, ker ni bil pravilno upeljan v vrtec. In jaz sem to najdel, da je problem vrtec bil in pol nobeno šolo ni mogel hoditi. Pa so mu vsi rekli, da je lenuh, ker si imel patologijo. In pa se tle ustrašil, če ima ta patologijo. V resnici pa ni imel očeta in ni se lušen učiti, lažje igrice, pa nekaj pizdarje početi. Jaz sem ga pa toliko napizdil, ker mamica je pa mislila, mogoče mu pa vodeb kaj povedal. Jaz sem ga toliko napizdil, pa sem se mu opravičil. In on je meni napisal nekog dolg, vi ste meni čist pravilno povedali, vi ste mene zdaj pa v red spravljali, zdaj pa vem, da jaz moram hoditi v svojo, meni noben mama mi to ne zna dopovedati, fotra nimam, vi ste me pa v red spravljali. Sam sem imel pa tudi, je pa šel tip malo pogledati, kdo sem jaz, pa videl sem na televiziji, to pa nekaj ve. Torej avtoriteta. Avtoritativne pozicije sem jaz pridigo njemu dal, ampak ne tako, da ga not pa ven. Tako, da sem smisel, da bo skap padel, mene poslušal, popnički mu popokali. Ampak smo udarno sem mu povedal, ker sem računal, da bo to zaleglo, da mu promjeno na mozgu naredi. In mu je.
Že tistem... Sam kaj pa, če bi imel on to, ADHD, pa recimo to imajo učiteljci probleme, ki imajo tazga otroke, pa kako ga umiriti, ker noče recimo ADHD. Včasih je bilo neč ADHD-ja, fotor ga je ne bo, to pa ni imel več ADHD-ja. ADHD imajo tisti, ki jih fotor ured ne sprav. Res, da obstajajo bolj ali manj težko vzgojljivi otroci. Jaz vam rekel, sem šel na roditeljski sestank, tam neka baba je nekaj govorila, kako imate pa vi otrok doma? Nobenega ne moremo imeti otrok. Kako pa tle bučke prodajate? Jaz sem 2 atomske bombe doma, jaz mislim, da imate hčerke. Vete, koliko je zajeba ne 2 atomske bombi doma? Jaz jih imam, en je tako jaz, en je pa tako še huj, ki jaz. Samo, res imam 2 in en je bil dost enostavno vzgojljiv, ta drug je pa težko vzgojljiv. Pa je bil tudi živ, kak ADHD, kak Ritalin, to času s tableti zagiftali otroke. Težko je vzgojljiv, takrat ne smeš očeta, ki ga mama spoštuje, oče ga mora v red spraviti. S kazno in vzgojno klafuto, po debelem mesu, je rekel Milivojevič. Bat se mora fotra in pa se ti moralno razsojne izostri in pa med lušem pa prav narediš prav. Ne pa, odaja tednik. ADHD-ovci smo tisti, ki nam misel hitreje, počasneje misli kot naša dejanja. Sem rekel, kje bodo te pa to naučil? Psihiatri, to je motnja v možganih. Kakva motnja v možganih? Fotor ni svoje dolžnosti upravil. Tako da te ADHD, to je tako. So težji vzgojljivi, pa lažji vzgojljivi. Ampak ADHD je pogruntavščina farmacevtskih lobijev. Ampak pride prav do enih bioloških procesov v možganih na ta način lahko? Pa sej, vse psihološke zakonitosti, zato je Freud dal eno retorično frazo, da nekoč, in to zdaj oživljajo. Bila je pa retorična fraza. Mogoče se bo nekoč iznašla tabletka, ki bo pomagala, da bo človek postal psihično normalen, če banalno rečem. Pa to, jaz poznam ta kontekst. To je retorično to rekel, zato ker je hotel izpostaviti, da vsako psihično dogajanje ima transmitersko zgodbo not v glavu. Se živčni transmiteri, pa tudi hormoni na svoj način obnašajo. Ampak zgodba je pa psihična zgodba je v osnovi, potem se pa transmiterske spremembe po sinapsah dogajajo. Te farmacevti pa hočejo pa s kemijo, mimo logike, miselne, preko kapilar v sinapse prideti, pa sinapse, kje boš ti naštudirati sinapse, če je milijardno sinaptično ozvezdje noto glav, milijardo. Mi ne moramo s kemijo to delati, mi moramo z logiko misli predrugačiti transmitersko strukturo. No, ampak kako se pa recimo čustveno pobrati, moški ali ženske? Zdaj, moški ne sme jamrati, jokati, a lahko pojamra. Ženska, tak si lahko prvošlo, pa imamo milijon prijateljc in tako naprej, nam je lažje iz tega vidika. Pa kako moškemu se pobrati po eni čustveni travmi, ali pa da ti umorijo očeta, ali pa ne kaj. Maraton petlaufat, ali pa v gore plezati, v fitness. Torej se lahko mučaš športom, nama zajamraš. Recimo ti smo težke probleme, ko smo imeli COVID, sem rekel, zdaj pohodite v fitness, pa imate gvihte, težke gvihte, vete, ker imamo težke probleme. Ne z 2 kilskimi telni takole delati, ampak prim 100 kil pa benče deli, ker je težek problem, ko ti narediš težo fizično, se te psiha začne drugače obnašati. Ko ti prelaufaš maraton, vidiš, da si ti sposoben nekaj narediti, ker si 42 km prelaufal. Recimo, jaz sem rekel, jaz nimam nič problema, ne rabim jaz maratona laufati. Ga ne moreš, ne rabim jaz laufati maratona. Ali pa tale ram, ki smo ga imeli. Jaz sem bil na ramu, tale vaš z Gorenske bil Jure Robič, predkrat je z mano. Zdaj en Štraser, jaz sem tudi z enim svojim bil, pa sem rekel, veš ko, lani nisi, ti vrat šarmar sneg, me je bilo dol padel, sem rekel, bom šel zraven, ja, zdaj sem pa fajn treniral, zdaj bo pa šlo. Sem rekel, veš ko, pritigen sem glih dost. Sem rekel, tu nima veze s športom, kljub temu, da je na kolesu, bolj si frustriran, lažje boš to odpeljal. Ti si pa toliko frustriran, da boš to glih odpeljal lahko. Ampak heci, da mu je spet glava dol padla, zgodil se je šarmar sneg, sploh ni stvar mišic, ampak stvar psihe. Njemu je misel dvigni glavo crkala. Ampak kaj čem povedati? Da določeni športi so zato, da se psihično rehabilitiraš. Se pravi, maraton je, matratlon se, ti
mislim, Rugli imel to fajn pošlihta, ne, to so laufali, ko snete skere, 42 km. Ampak so bežali pred alkoholom, ali pa tekli k sreči. Ali pa babe so bežale pred pedofilom. Ker sem ena, to je 50 maratonov prelaufala. 100 km. Na simbolno nezavedni ravni je bežala pred pedofilom, pa pred alkoholom. Ne? Se pravi, mora biti frustracija. Ena ženska je rekla, Roman je rekel, da sem premalo frustrirana, da bi šla laufati. Pa res ni bila. Se pravi, športna dejavnost poteka tudi na simbolno nezavedni ravni. Zato pravim, boks, naj bo, boks je ti v vrečo. Bomo ukinili vojsko, služenje vojaškega roka, so rekli. Ne, ker določeni moški se šansko fajn znajdejo, če imajo puško, pa da so fizično aktivni, kot balet treniral. On ima tako frustracijo, da mora biti vojak. Če ne bo tam pretepal se. Če sta vojak... baletniki. So geji. Politiki, kaj je bil baletnik, pa je pustimo zdaj Linčiča, no. Mene so tudi vabili v balet, pa nisem šel, sem imel ful talent, že, ker nisem imel plesalcev, špage, pa to sem delal, sem rekel, ne grem, tam Nurejo, Barišnikov so vsi geji, ne. Jaz sem pa mačist, ne. No, bila smešna, v glavnem, v športu se pokuri ena energija, ki ima patološka jedra. In se krasno da sublimirati, moški to. Laufa, beži, ali pa teče k cilju, ženska pa tam, ne vem, to pa štrika, ko pa vem, ženska ima drugo strategijo, da z delom na sebi, ful razmišlja, uporablja, ne vem, 10.000 besed na dan, moški pa 300. Kaj bolj ti, pa sam pri sebi. Imamo tudi ženske pilates, pa joga, tisti za lenivce, enkrat danes, enkrat jutri. Tako lepo, malo nežno pa to. Ja, ampak vi imate miselno dejavnost in z mislimi lahko predrugačite psiho. Moški je pa fajn, da sublimacijo pokuri, jezo daje ven in se boljš počuti, ker je na fizični ravni nekaj naredil, kar mu psiho predrugači. Ženska lahko to ponovati z jezikom naredi, ko kača, mislim, sama sebe pič pa razmišlja. Moški mora pa s testosteronom fizično oddelati in mu psiha fajn začne delovati. Recimo, je pa tono dvigno, pa pri boksu tiste vreče, pa sparinga. Zdaj se pred koncem v bistvu za vas eno vprašanje. Kada vem, koli ste šel v politiko? Pa tu je za one okrnjene patološke narcise. Mislim, sve so me fehtali. Ker bi pa rabili enega tazga, ne? Ne, jaz bi bil brez stranke, to bi bil na eni stranki, bi not prišel, pa jaz bi roko dvignil tako, kot je prav. Ne tako, kot mi on reče, da moram. Ni to za mene. Jaz sem pred svoj glav. Strankarskih interesov. Moje poslanstvo je, da širim to znanje. In to po politiki ga ne bi mogel. Jaz bi bil lahko svetovalec. Naj me vprašajo, če bi me glup vprašal, ne bi bilo tole, kar bi bilo. Ni vsak za politiko, jaz že nisem. Je tudi zdaj en tipičen človeški fenomen, pri temule zdaj, kaj imamo s temi Romi. Na politiko se vali krivde, ker je do ene mere prav. Ampak konec koncev ne moramo pa zdaj tudi vse stresna goloba, pa ne vem kjerega, ker vsi živimo v tej državi, vsi imamo iste zakone, pa eni se pač odločimo tako, eni tako. Poleg tega je en fenomen, zmeraj se naredi, kaj recimo Janša za nič do konca, pa prije Golob je ful boljši, zdaj pa Golob za nič do konca, pa Janša niti ni tako slab in se kar menijo eni in isti akterji, samo opozicije meni. To mi je tudi jasno. Zdaj, tukaj pa treba imeti razsodno moč. Jaz recimo jo imam. Recimo jaz tako, načeloma imam cel življenje tako, da sem levičar. Ampak slovenska leva scena tako zavozila, nimam nekih patoloških odporov do Janše, čeprav vidim njegove zdrže, ampak Janše, jaz ne vidim tako slabega. Pa nisem ljubitelj Janše, jaz ga nikoli nisem videl. Enkrat sem ga videl, ko sem bil direktor zavoda, pa so prišli brcati, pa je bil predsednik vlade, pa je gledal sliko mojim vzdrževalcem, dajmo tam sodniško garderoba, da ga ne bojo nabutali poslanci. Dajmo tam, videl sem, nikoli nič z njim se pogovarjal in pa pravi, da sem janšist, ker sem ukrepe spoštoval. Ukrepe. Mislim, ukrepe imela cela Evropa, cel svet. Mi smo imeli ukrepe in Janševa vlada v času COVID krize ni bila slaba. In to jaz ne govorim zdaj kot ljubitelj Janše, ampak jaz imam en razum. Če je bil COVID kriza, smo mi mogli na pobudo medicine, stroke, imeti ukrepe. Podpisan bil pa Janša. Zdaj ta vlada
Mislim, jaz sem levičar, jaz bi rad Golob, pa daj pet na terapijo. Ne moreš iti v politiko, zato Šiht na Gen ni izgubil, ker ni več direktor, pa nima bajnih milijonov. Ne? Pa če že imaš ljubico, tako ki imajo vsi, jo ne moreš v državni zbor vabiti, pa tam, da bo odstrel medvedov diktirala. Ne? To si ti budala. Mislim, to bi mogel en svetovarec, ki mu ne upa noben svetovati, ker on ego ima več kot vesolje, ker ima mehen človek, poln kompleksov, zlato žlico, razred preskočil, dolge lase, mislim, človek je nezrel za politiko. Jaz svoj cat, Miro Cerar, je bil v redu. Šarec, posvojen, patološko ambiciozen. Najboljši na levi sceni je Gregor Golobič. Pa se z Janša nista marala. Ja, ne bil z Drnovškom, ja. Z Drnovškom, Drnovški je bil tudi, ne, da je bil z mojih krajev. Ampak tudi je bil preudaren, da je še z Romi se pogovarjati. Se pravi, jaz neko razsodno močjo, jaz smotrim politiko in potem rečem, zdaj pa takole, sorry, ne, takole pa takole, jaz vidim, ti si janšist. Ne, Janševa vlada ni bila slaba, zato smo imeli COVID krizo. Golob, ta je pa ausglajzo čist. In zdaj, od zdaj naprej, moramo mi politike testirati, zato da ne bojo v politiko prišli tukaj ranjeni ljudje, ki je Klakočarka pa Golob. Jih moramo testirati njihovo psihično normalnost. Ker če bi jaz še vse povedal, kar vidim, to še več teh modnih... Ker te sodbe so tako tudi absurdne, pa razne te toženja, recimo ta afera Kobila, tako da še jaz enega tožiti, ki mi je grdo pogledal, pa rekel, sam dober, ne vem. Po zakonu o kršenju javnega reda in miru, ki za Rome, se čuti žaljenje, ko pa gledaš, ne? Šla je pa gledati za nazaj, ja ne gledati, pa te nič bolelo. Mislim, ok, zdaj pa čisto za konec eno vprašanje, se mi zdi, ni bil na seznamu. Zakaj vi še pomagate ljudem? Ker recimo zelo ste angažirani, veliko delate pro bono, pa ogromno vas žalijo. Mislim, jaz nikoli ne vem, če bi bila sposobna to prenašati, ker vse vi. Zdaj sem jaz mogel prijeti s Kijo, ker v moji škodi, oziroma od sinove škode, nimam prostoročnega telefoniranja, pa sem Kijo vzel, ki je formalno tele moje. Zdaj, ker sprašujem, ko smo je avto vzel? Družinski avto je pa prostoročno telefoniranje, sem se pol ure pogovarjal z eno žensko, ki ful pomagam, rekla, ne to nehati. Sem rekel, jaz bi raj bil direktor, pa bi lahko bil direktor zavoda še naprej, ampak mene osrečuje, če ljudem pomagam. Sem rekel, zdaj pa vi povejte, vi ste hoteli k uradnemu, licenciranemu psihoterapeutu, ki je diplomo ima Univerze Sigmunda Freuda. Sem rekel, če vi malo mene pa njega usporejate, ne vem, 1 ali 2 leti jih ne vem hodila. Pri meni je bila pa 5krat, pol leta. V enem letu, sem razdelila, kada včeraj pride, danes me je poklicala. Je rekla, to je ko noč pa dan, to ni do kolen vam, ne. Takih je malo morje. 2 dni nazaj je rekel, gledajte, jaz sem vam razkiral, jaz znam angleško, prevajam, jaz bom vaše knjige, 3 vaše ključne knjige bom jaz prevedel v angleščino. Zakaj vi ne prevajate, zakaj v angleščini? Ne bom v angleščini pisal, ker nisem tako dober, to dajte vi drugi. In ta se je javil, da bo projekt, ki je 5000 € vreden, bo meni to zastoj v angleščino prevedel. Vi ste neprecenljivi za Slovenijo. Jaz to vem in zato to me ne zanima, ne tako me preganja s policijo, pa s modrimi kuvertami, ne to, da me žalijo. Jaz vem, da delam prav. Jaz delam prav, ljudi osrečujem, ne vem, dobivam SMS, nazadnje sem ga dobil 14 dni že nekatim, hvala, sem mislila, da bom umrla s cigaretom v ustih, ne. 25 let je kadila, evo, 2 seanse ne kadi več. Ali pa eden mi je napisal, po pogovoru z vami se ful dobro počutim, hvala še enkrat. Mene to osrečuje, ne, nobena plača tam v zavodu me ni osrečevala, tukaj mene osrečuje, če jaz ljudem pomagam. Ne. To pa težko da imeti Ših tak, da te to, kar delaš, osrečuje. Sam, ok, jaz sem še te razočarane gospodinje pri seksologu, tam zaslužim plačo, da lahko tukaj pa unem spolne zlorabe po otroku imam pa pro bono. No, sej to je, ja, torej v bistvu plačilo ni vedno denarno, ampak se pa tudi politika, dosti ljudi se spravlja na vas, to je dejstvo. Vi imate sicer zelo trdo kožo in dejansko se lahko od vas učimo, kako je biti človeku vsem pač te posledice. Sam, marsikdo ne bi prenesel, no? Ne, jaz vem, da delam prav. Ego imam velik in mene
mislim, delajo mi krivice, me že boli, ampak ne, če jaz suma sumarom človek ne ve, sploh ne ve, za ko se gre, ne lajša si dušo, neko jezo ima, ker misli, da narobe misli in se s tem sploh ne obremenijo in se to, ko ljudje mislijo, ne, koliko se jaz na trpalnice mečem, ne, pa zlivajo gnojnico, mislijo, da jaz trpim, jaz se pa smejim, vidim, a to boli, trte še naprej, tako da, dokler imam voljo, bom še tole delo. Naslednjo tole pa predlagam, danes je šla v tiskarno moja knjiga Razočarane gospodinje pri seksologu, kar pomeni, da bom enih, ne vem, koliko 20 zgodb žensk objavil v knjigi, ful bo zanimivo in predlagam, da naslednjič imam malo recenzijo te knjige oziroma bo samo o teh mojih psihoterapevtskih pristopih pogovarjala. Lahko to knjigo obdelava, pa še kakšno tako vprašanje, primeren temu zraven tudi, ki jih imam itak že tudi, pa verjetno še doble. Ok, zdaj to jaz malo zaključim. Spoštovani, tole je bilo to, mene ste se naposlušali, Ksenija pa nagledali. Na dober dekolte. Čau.